Dober dan, lepo pozdravljeni, tudi tokrat, danes v Ljubljani, na naši redni novinarski konferenci, na katerih vas obveščamo v zvezi s prihodom beguncev oziroma migrantov v Republiko Slovenijo. Kot veste, je danes tudi seja vlade, nekatere točke tudi v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve oziroma ki zadevajo tudi to problematiko. Zato je z nami tudi danes državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, gospod Boštjan Šefic, ki nam bo navedeno na kratko predstavil. Izvolite. Hvala lepa, dober dan. Pretekli dan je bil eden izmed tistih bolj napornih dni. V skladu z vsemi pričakovanji in ocenami se je število migrantov včeraj pospelo na nekaj manj kot 10.000, torej v zadnjih 24 urah. Današnji dan po naših ocenah bo približno na tem nivoju. Po nekaterih informacijah, ki jih imamo, seveda govorijo o tem, da bi lahko bil pritok v potem naslednjem tednu nekaj manjši, zaradi okoliščin, ki sem včeraj omenil, vendar je včeraj še vedno na kopno v Grčiji prišlo 17.000 migrantov in ta seveda skupina se bo v naslednjih dneh premaknila do proti končnim destinacijam. Tako da zaenkrat računamo, da bodo te dnevi še vedno precej naporni. Po drugi strani moram reči, da današnji dan v teh urah bomo dosegali številko 200.000 migrantov od 16.10. Se pravi, če bi upošteval še septembrske številke, seveda bi že presegali številko 200.000. Na današnji seji operativne skupine, ki smo jo imeli, smo ocenili, da smo vendarle z velikimi napori in seveda dobrim delom lahko zadovoljni, ker smo obvladali to veliko število migrantov, ki so prečkali Republiko Slovenijo, da smo vendarle brez izrazitih posebnosti in z tem, da smo vlagali velike napore, dosegali to, da je to veliko število migrantov minimalno pravzaprav vplivalo na življenje v Republiki Sloveniji, seveda z razliko nekaterih okolij, ki so bila v tem obdobju najbolj obremenjena. Seveda zato tudi to priložnost ob tej, če lahko rečem, okrogli številki, vendarle ponovno izrazim zahvalo seveda vsem občinam, pa seveda vsem tistim prebivalcem, ki živijo tam, vodstvom občin, policiji, civilni zaščiti, Slovenski vojski, nevladnim organizacijam, humanitarnim organizacijam in seveda tudi vsem posameznikom, ki so v tem času pomagali kot prostovoljci ali v katerikoli drugi vlogi. Kot rečeno, včerajšnji dan se je končal nekaj pod 10.000 migrantov. Danes je do 12. ure v Slovenijo vstopilo 4.300 oseb. Zdaj struktura sama, kar se tiče moški, ženske, se še vedno nekje približno 50-50, torej moški in pa ženske in mladoletniki, približno 50-50, nekaj manj je te druge skupine. Po nacionalnosti se enako nič ni spremenilo, še vedno največ Sircev, potem ljudi, ki naj bi prihajali iz Afganistana, sledi Irak, Pakistan. Zdaj, kar se tiče odhodov v Republiko Avstrijo, še vedno tekoče, usklajeno z avstrijskimi kolegi, tako da tukaj nobenih zaenkrat težav. Tudi število pripadnikov slovenske policije je nekje, konstantno, giba se na celotni aktivnosti, na celotnem območju Republike Slovenije gibal med 900 in 1000, odvisno od dneva, nalog in pa problematike. Kolegi
iz Slovenske vojske je danes aktivnih na posameznih točkah 447, seveda govorim o celotni aktivnosti. Tudi še imamo kolege v pripravljenosti, tako da je skupno angažiranje Slovenske vojske danes, se pravi na logistiki in vseh ostalih nalogah, okrog 630 pripadnikov. Zdaj, kar se tiče mednarodnega sodelovanja, mi imamo do današnjega dne 20 policistov iz Češke, 50 policistov z vodjo in pa enim pripadnikom njihove logistike z Madžarske, potem, kot že rečeno, kolegi iz Nemčije, iz Slovaške deluje 20 policistov, iz Avstrije danes prihaja, torej bo ta številka 15 policistov, iz Francije do sedaj je prišlo 5 policistov, iz Latvije 20 policistov, iz Litve 20 policistov in Estonija 25 policistov. Zdaj, iz Nemčije je napovedano še prihod 15 policistov, z Združenega kraljestva Velike Britanije je napoved napotitve policistov, te podrobnosti o številu in pa strukturi še usklajujemo. Iz Republike Avstrije je tudi prišel že uradnik za zvezo, kar nam bo omogočalo še aktivnejše usklajevanje vseh aktivnosti, tako na varnostnem področju, kot tudi z vidika logistike bo še lažje. Iz Romunije je napovedano 25 policistov, potekajo vse tehnične priprave. Iz Italije, kot rečeno, 50. Iz Španije zaenkrat se dogovarjamo o obliki pomoči in strukturi in številu policistov. Iz Bolgarije 10 in pa iz Švice, kot sem že omenil, prejšnji vikend je prišla predvsem materialna pomoč. Kar se tiče mednarodne pomoči, morda bo kolega Šestan potem nekaj več, v glavnem glavni podatki, do zdaj smo dobili pomoč iz Češke, Madžarske, Nizozemske, Nemčije, UNHCR-ja, Slovaške, Velike Britanije, Avstrije, Madžarske, Luksemburga in Francije. Skratka, včeraj smo tudi po sklepu Evropske komisije sem dobil pogodbe, podpisali pogodbe za 10 milijonov pomoči, katero smo že najavili in predvidevamo v naslednjih dneh, da bo tudi pogodba realizirana. Mi smo, kot že omenjeno, danes na operativni skupini pregledali celotno situacijo, tako z vseh zornih kotov, od nastanitve, oskrbe, varnosti in tako naprej. Pregledali smo tudi uresničevanje vseh dosedanjih dogovorov, sklepov. Jaz moram reči, da z zadovoljstvom ugotavljam, da se vsi dogovori resnično sproti realizirajo, da je učinkovitost operativne skupine zelo visoka. Opredelili pa smo, torej ocenili situacijo in tudi se dogovorili za nekatere operativne aktivnosti za naslednje obdobje. Tudi na področju to, kar je bilo v zadnjem obdobju, kar nekaj, bi rekel, vprašanj ali pa izraženih skrbi, tudi na področju zdravstvene oskrbe, tako migrantov, kot sicer splošne situacije, zaenkrat nimamo nobenih podatkov, indicov ali torej tudi od naših ekip, da bi kakršnakoli posebnost bila v tem obdobju zaznana. Gre še vedno za tiste običajne, bi rekel, pojave pri migrantih, ki so bili tudi v preteklem obdobju. Seveda pa zelo pozorno
kolegi iz Ministrstva za zdravje, inštituta spremljajo, kaj se dogaja na celotni migracijski tej poti. In seveda, kolikor bi zaznali kakšne spremembe, bomo tudi ustrezno reagirali. Kar se tiče varnostnih dogodkov, včeraj je bil en tak minorni, in sicer na Šentilju, ker je pri enem od migrantov bil najden torej neki prepovedane, ne bom rekel droge, ampak substance, je bil tudi, bom rekel, odkrito in bom rekel odvzeto. Skratka, to omenjam zaradi tega, da resnično povem, da pravzaprav v celotnem tem obdobju, razen parih tovrstnih minornih zadev, pa 2-3 večjih, o katerih smo se že pogovarjali, pravzaprav ni bilo. Tudi varnostne razmere v teh okoljih, kjer se nahajajo te velike skupine migrantov, so popolnoma stabilne, brez posebnosti in se tudi vse aktivnosti normalno odvijajo. Mi bomo tudi v naslednjih dneh intenzivno na terenu, v vseh nastanitvenih centrih, sprejemnih centrih, predvsem z namenom stalnega spremljanja razmer, zato da imamo konstantne stike tudi s kolegi na terenu, seveda tudi z lokalnimi skupnostmi in pa zato, da zaznavamo morebitne probleme, da jih pravočasno razrešujemo, da, bom rekel, razmere oziroma tisto, kar je potrebno, tudi nadgradimo. Zdaj, mogoče čisto za zaključek tega uvoda, Slovenija bo seveda, tako kot je teh 200 000 migrantov, za njih poskrbela na organiziran, human in predvsem varen način, tako za njih kot za prebivalce. Tako bomo to izvajali tudi v prihodnje in bom rekel, na ta način najbolje, ker sem prepričan, demantirali tudi nekatere, bom rekel, skrbi, pa tudi tu in tam kakšne neprimerne, bom rekel, zapise. Žal in jaz vam seveda tudi vam in seveda vsej slovenski javnosti zagotavljam, da seveda bo v te cilje vloženo maksimalni napori, zato ker se zavedamo pomena, tako bom rekel, za ljudi, v prvi vrsti vse ljudi, tako naše kot emigrante, pa seveda tudi pomembno za Slovenijo. Hvala. Najlepša hvala za ta uvod. Zdaj pa prosim poveljnika civilne zaščite, gospoda Srečka Šestana, za prerez stanja oziroma stanje pripravljenosti na terenu. Prosim. Hvala lepa za besedo. No, jaz bi današnje izlaganje, kako hočete, uporabo za to, da bi malo rekapitulacije naredil, toliko da dobite eno tako splošno informacijo. V začetku potem bi poudaril par stvari, ki smo jih naredili na osnovi predlogov nevladnih organizacij in pa tudi seveda na osnovi lastnih opaženj. Predvsem bomo poudaril te 3 večje kapacitete, ki jih imamo, 2 nastanitveni pa 1 sprejemno. In na koncu bi dodal še par stvari na tisto, kar je že državni sekretar povedal okrog mednarodne pomoči. No, v času od 16. oktobra do danes, to štejemo za ta drugi val, sami to poznate, je v okviru, odnosno pod okriljem civilne zaščite sodelovalo v teh aktivnostih dnevno od 300 do 600 oseb. Seveda to je odvisna številka, odvisna od števila aktiviranih kapacitet v centru in vsega skupaj, kar pomeni približno več kot 14 000 delavcev oseb, prostovoljcev vseh struktur. No, seveda, poleg tega so pa tudi delavci uprave zaščite in reševanja sodelovali tudi pri vseh ogledih potencialnih lokacij skupaj z MNZ-jem, tako da je teh stvari tudi se kar nakopiči veliko. No, podporna skupina štabov civilne zaščite, ki je seveda sestavni del uprave za zaščito in reševanje, je izvedla nabavo, par številk, da vam bo malo, več kot 274 000 kosov ribjih konzerv, več kot 142 000 kosov topljenega sira, več kot 128 000 kosov marmelad, seveda to so ta majhna pakiranja 20 gramska, enako velja za Viki kreme, več kot 185 000.
70 tisoč kosov medu, da ne govorimo o vodi, 160 tisoč plastenk vode in pa 40 tisoč kosov mleka 200 ml. Tukaj so podatki samo, kar je uprava. Manjkajo seveda številke, ali pa nisem jih namensko navajal, številke, ki gredo iz blagovnih rezerv in pa seveda vse tiste številke, ki so jih večinoma v začetku tega vala uporabili svoje, bom rekel, zaloge humanitarne organizacije, tako Rdeči križ, Karitas kot tudi Adra. No, seveda tukaj ne smemo pozabiti tudi na vlogo Slovenske vojske pri pripravi obrokov, toplih obrokov, in v tej drugem valu je povprečno 4000 obrokov dnevno se pripravilo. Seveda, nekateri dnevi odstopajo v plus, nekateri v minus. No, poleg navedenega seveda je bila nabavljena velika količina, niti številk ne bom navajal, plastičnih priborov, žlic, vilic, kozarcev in pa seveda zaščitna sredstva za naše ljudi, vseh pripadnikov vseh služb, maske, rokavice, tajveki, razkožila, v tem smislu. Tako da številke gredo v ekstremne višave. Naslednja stvar, ki sem jo omenil, bi rad povedal par nadgradenj, par dopolnitev, ki smo jih naredili, ki so zelo pomembno vplivajo tako na delo naših ljudi, mislim tukaj seveda od policije do vseh ostalih, ki sodelujejo v tem procesu, pa tudi seveda na počutje in vse skupaj emigrantov. Naj začnem z sprejemnim centrom, tako imenovana Livarna, Dobova. Ta center je zdaj sposoben sprejeti 2000 migrantov, seveda, če bo nuja, bo tudi več. Ima 7000 kvadratov površine skupne, tukaj smo pa v zadnjem času naredili sledeče. Zaradi higienskih pa tudi drugih razlogov smo položili 3500 kvadratnih metrov asfalta med ta šotorišča. Pod tem asfaltom pa smo seveda uredili kanalizacijo, elektriko, razsvetljavo, vse te stvari, da lahko normalno funkcioniramo, in mi tudi računamo, da bo ta center sposoben tudi daleč v zimo opravljati svoje naloge. Dodatno se je postavilo na predlog nevladnih organizacij, ni pomembno katerih, tudi šotor z 500 kvadrati, ki je namenjen sanitarnemu delu, posebej ločeno za ženske in moške, pomeni umivanje, voda v ceji, tuširanje. Dodatno se je postavilo še en šotor za skladiščenje in s tem smo seveda pridobili tudi prostore za povečanje kapacitete in pa tudi seveda prostore za delovanje humanitarnih delavcev, policije, vojske, UNHCR-a in tako naprej. Tudi ti ljudje včasih rabijo malo počitka in to so prostori, ki so namenjeni temu, da se lahko usedejo, popijejo, ne vem, kozarec vode in tako naprej. Uredili smo tudi dovozno cesto in pa obračališče za avtobuse, zato da smo seveda zmanjšali nevarnost kakšnih poškodb, predvsem gre zaradi tega, ker se tukaj vstopa in izstopa iz avtobusov in migrantov, tako da je tukaj poskrbljeno. Uredil se je tudi prostor za združevanje družin posebej in pa za vodenje policijskih postopkov smo tudi seveda uredili tako telefonijo kot internetne povezave. No, na Šentilju, ki je bil tudi izpostavljen, pa tudi seveda še najbolj obremenjen, smo dogradili ali pa postavili dodaten šotor za potrebe NMP-ja, pomeni nujne medicinske pomoči. Uničene kontejnerje za tuširanje smo zamenjali z plastičnimi tuširnicami. Za UNHCR smo postavili posebej za njihove potrebe materialnih sredstev poseben šotor. Na vseh lokacijah smo začeli vključevati tudi delavce iz javnih del. Trenutno jih imamo okrog 160, še več. Vemo, da je skupna številka 260 in mislim, da bomo v drugem tednu že prišli verjetno blizu te številke. Dodatno smo na predlog postavili tudi šotor med tako imenovani ničji ali pa nikogaršnji zemlji, med Avstrijo in Slovenijo, prav pred mejo za Avstrijo, tako da bo tam lahko v primeru dežja ali kakšnih drugih vremenskih neprilik se lahko ljudje zadrževali in tudi tam je dogovorjeno, da bo to oskrbo izvajal UNHCR. Jutri se postavlja in bo že v funkciji tudi ta tako imenovana Role 1 iz Češke, ki bodo zamenjali naše zdravnike obremenjene, ki so bili na Šentilju vse do danes ali pa bodo do jutri iz mariborskega območja. Dobili smo tudi iz MNZ-ja dodatno skladišče za naše potrebe ter postavili dodaten šotor za Slovensko vojsko na zgornjem parkirišču. No, seveda smo naredili tudi nekaj v prid razkuževanju, bom rekel preprečevanju kakšnih prenosov bolezni, tako smo postavili te tako imenovane plinske gobice in pa neke druge stvari za ta namen
in tudi pred pol ure ali pa 1 uro je bil končan izveden pregrade v šotorih namenjene za doječe matere. To smo dobili tudi pripombo iz nekaterih nevladnih organizacij in to je tudi danes urejeno. Novi Vrhniki, ki je ziden objekt, pa seveda vemo, v kakšnem stanju je bil, saj verjamem, da veste, smo postavili notranjo varovalno ograjo, ker smo imeli pripombe iz vrtca in šole, bojazen, da bi, bom rekel, se tam prišlo do kakšnih srečevanj in ta ograja funkcionira že cel teden. Izvedli smo in izvajamo ogrevanje z 4 puhalniki toplega zraka, zato ker elektrika ne prenese ogrevanja, bom rekel, z temi električnimi radiatorji. To izvajamo samo v manjših objektih uprave, policije in pa sprejema in pomoči. Tako smo tudi seveda zagotovili zunanjo razsvetljavo z reflektorji in pa ta razvodni sistem za vodo, ki je tudi začasne narave, ker tam tudi vodovod ni uporaben, smo tako izolirali in pa nadgradili z šotorom, da smo preprečili zmrzovanje. Trenutno se pa pripravlja in izvaja tudi vkopavanje teh cevi, da bomo pač naredili to stvar malo bolj fiksno. Tako da v tem smislu je bilo jaz sem zadovoljen s tem, kar veliko narejenega, tudi kot sem prej rekel, v izboljšanje pogojev dela naših ljudi in pa tudi v izboljšanju pogojev za migrante. No, naj napovem še eno stvar, preden samo še 2 besedi rečem o tem mednarodnem. Jutri so Ekologi brez meja izvajajo čistilno akcijo na območju Brežic. Danes dobimo tudi število teh, koliko bo teh ljudi, odnosno teh oseb, da bomo lahko zagotovili tudi prehrano in pijačo, tako da jaz se jim tudi za ta akcijo zahvaljujem. No in še dopolnitev, kot sem obljubil, kot je tudi državni sekretar povedal, državni sekretar je naštel nekatere države, jaz bi samo še dodal, da je skupaj smo dobili ponudbe iz 17 držav ali organizacij, no, med njimi so tudi par takih organizacij, in večino teh ponud smo sprejeli, nekaterih par njih je še v postopku, odnosno v proučevanju. Zavrnili smo praktično samo en del ponudbe iz Francije, 120 šotorov, ki niso bili primerni za naš namen. Tako da je ta, bom rekel, ponudba in tudi seveda sprejem teh stvari kar v velikem obsegu in jaz bi skoristil priliko in se zahvalil tako tistim, ki ponujajo. Bi se pa seveda na koncu zahvalil tudi vsem tistim, tudi državni sekretar se je zahvalil, mislim pa, da je pošteno, da se tudi jaz zahvalim vsem tistim, ki sodelujejo v tem procesu, tako tistim na prvi bojni liniji policistom, kot pa tudi vsem tistim do konca, našim delavcem, nevladnikom, javnim delam, javnim službencem, vsem tistim, ki res v tem procesu prispevajo svoj delež, da stvar poteka tako, kot poteka in jaz mislim, da poteka v redu in da bomo uspeli tako tudi nadaljevanje. Hvala lepa. Hvala lepa za te predstavitve. Imamo že vprašanja. Pop TV, Tomaž Bratoš. Kanala, seveda. Suzana Peden, Pop TV. Najbrž ste to že povedali, nisem prepričana včeraj, pa vendar, kako konkretno komentirate to, da naj bi Avstrija začela pošiljati nazaj begunce, torej tudi v Slovenijo, nekakšno zavrnitveno, kolikor ne izpolnjujejo azila. Tudi Cerar je včeraj napovedal strožjo azilno zakonodajo, kdaj jo lahko pričakujemo, kakšno konkretno, torej v kakšni obliki. Zakaj je zračni prostor nad tistimi lokacijami, kjer se ograja postavlja, zaprt? In pa kolegica iz Šentilja, ki spremlja situacijo, sprašuje, kaj konkretno bo Slovenija pri Šentilju spreminjala, ali drži, da bodo tudi slovenske patrulje okrepljene na severni meji pri Špilju, ali se bodo na poti iz Šentiljskega centra do vstopne točke v Avstrijo postavljale kakšne dodatne ograje, torej kaj konkretno se dogovarjamo z Avstrijci. Hvala. Kar se tiče prvega vprašanja, da Avstrija pošilja migrante nazaj, to ne drži. Noben se ni vrnil, nobenih, bom rekel, posebnosti glede tega. Je pa seveda možno, da bo kakšen tovrsten predlog še prišel, oziroma da bo katerakoli država v tem migracijskem toku eventualno spremenila, bom rekel, ali pa bom začela s kakšnim vračanjem. Vendar tukaj moram
zelo jasno povedati, kot sem že, da seveda to vračanje, te postopki so zelo natančni. Vsaka država, ki želi vrniti nekoga, mora zelo upoštevati jasne postopke, tudi predložiti ustrezne dokaze. Država, ki naj bi sprejela, mora to seveda sprejeti, potrditi, pristati na to in tako naprej. Skratka, te postopki so zelo jasni, ampak do zdaj tega ni bilo. Res pa je, da zlasti Nemčija opozarja na nekatere zadeve, vendar res o tem sem nekoliko bolj podrobno govoril že včeraj in prejšnjih dneh. Zdaj, kar se tiče azilne politike, vi veste, da Zakon o mednarodni zaščiti, in to smo tudi že povedali, je usklajen, je pripravljen za obravnavo. Glede na te okoliščine, s katerim se srečujemo v zadnjem mesecu dni, pa so terjale, da naredimo samo pri nekaterih, torej ponovno pretehtamo nekatere pravice, ki jih imajo prosilci za mednarodno zaščito in tisti, ki dobijo mednarodno zaščito ali subsidiarno v postopkih, torej da pregledamo same postopke, pri čemer moram poudariti, da tudi že sam predlog Zakona o mednarodni zaščiti, tak je zdaj še v, kot rečeno, delovni obliki, predvideva pohitritev nekaterih postopkov. Že pred to krizo smo to načrtovali. Zdaj, vlada se bo do nekaterih predlogov oziroma opcij, ki so na razpolago, še opredelila. Na podlagi te opredelitve bo pa končna verzija pripravljena in seveda dana tudi v formalni postopek, tako najprej seveda vladni in potem seveda parlamentarni. Kar se tiče zračnega prostora, ni nad tistim območjem, kjer se kaj dogaja, ampak gre preprosto za nadzor migracijskih tokov in vi veste, da je samo v delu višine, torej mislim, da do 800 metrov, torej zaprt zračni prostor, tam, kjer so možnosti ta manjša plovila, bi rekel, ne vem, ta ultralahka letala oziroma te motorni zmaji ali pa kaj podobnega, preprosto zato, ker so tam helikopterji, ker se izvaja nadzor in seveda, če se to dela, lahko torej obstaja določena nevarnost in policija lahko zahteva začasno zaprtje, nič posebnega in seveda, kot rečeno, tam, kjer so intenzivne aktivnosti, se to pač odredi. Na Šentilju, Šentilj pravzaprav nobenih bistvenih sprememb, je pa res, da smo zaradi varnosti, predvsem železniškega prometa, se dogovorili, da bo tam nekaj več, bom rekel, ta ograja ob sami progi, zaradi tega, če bi slučajno posamezniki ali skupine torej se nahajali izven samega centra, da ne bi prišlo do zaprtja železniškega prometa. Namreč tam, kjer je taka gostota ljudi, kot je na Šentilju, bi se lahko zgodilo, da kdo, bom rekel, manjša skupina ali pa posamezniki grejo na to progo ali pa poskušajo po progi priti proti Republiki Avstriji in seveda zaradi tega je ogrožena varnost, če ogrožena varnost se promet zapre, seveda s tem bi pa lahko nastala tudi materialna škoda, ker če vlaki tovorni zlasti ne vozijo, seveda nastaja ta škoda. Kar se tiče tam in pa verjetno bo neke dodatne varovalne, predvsem ob avtocesti iz enakih razlogov, da ne bi slučajno kdorkoli zašel v tisti, ampak nič nima zveze s, bom rekel, samimi, bom rekel, z regulacijo na meji. Kar se tiče Republike Avstrije, to, kar je tudi že bolj ali manj, torej bilo tudi v javnosti, in tudi jaz sem že govoril na tiskovni konferenci, Republika Avstrija bo samo ob mejnem prehodu Šentilj oziroma na tem območju levo in desno še nekaj, bom rekel, zavarovala ta mejni prehod iz, bom rekel, spet popolnoma praktičnih razlogov, zaradi tega, da so
te migracijski tokovi usmerjeni na točke, kjer oni pač upravljajo to, ne gre pa za zapiranje, kakršnokoli zapiranje zelene meje ali kaj podobnega. Kar se tiče dodatnih patrulj, po mojih informacijah policija ne načrtuje nobenih izven tega, kar je že načrtovano, tako da bom rekel, je tam zadeve potekajo povsem normalno, seveda pa je na samem območju tem Šentilja, torej v naši notranjosti, seveda policijsko delo ukrepljeno zaradi bistvenega povečanja števila ljudi, ki se zadržujejo na tem območju. Se veste, Šentilj ima, mislim, da nekaj čez 2500 prebivalcev, občasno je pa tam tudi 4000-5000 migrantov in je to seveda logično, to je vse. Izvolite. Vseeno bi še, preden grem naprej na moje glavno vprašanje, dodal še to, kar je že kolegica spraševala, azilna politika. Ali lahko zdaj rečemo, potem, kar smo včeraj slišali od premierja, glede vračanja beguncev iz Nemčije, pa morda še od kje drugje, da je to slovensko stališče, da Slovenija nikakor ne bo sprejemala beguncev? In drugo, koliko kilometrov ograje, če lahko zbirno rečemo, je postavljenih doslej, koliko morda še manjka od vzhoda naprej proti severovzhodu? In pa, če lahko na koncu potrdimo, da je naslednji teden torej v pripravi Bela krajina, Istra in tako naprej. Fino, hvala. Kar se tiče azilne, torej vračanja, popolnoma je, torej stališče Slovenije je seveda, da vračanja v tem smislu nekega množičnega seveda nekako ne pride v poštev. Ukolikor bi, kot sem rekel, se dogovorili, da vsi dosledno spoštujemo, torej, da bi se vse te Dublinska uredba v celoti izvajala od neke točke naprej. Mi vemo, da se zdaj ne, in niti Nemčija, niti Avstrija, nihče, tudi ostale evropske države, kar se tiče teh masovnih migracijskih tokov, seveda, da se razumemo. Seveda, to je možno, ampak tisto, da bi, rekel, te kontingente nazaj vračal, seveda ne pride v poštev. Drugo pa, vedeti moramo nekaj, Slovenija to v nobenem primeru ne prizadane. V nobenem. Zakaj? Ker je prva točka vstopa v Schengen Grčija in tudi zunanja meja Evropske unije. Če že tu se karkoli zaplete, je seveda tukaj Republika Hrvaška, prva, bom rekel, država Evropske unije, skozi katero gre ta migracijski tok, tako da v nobenem primeru Slovenija kot taka sploh ne bi prišla v poštev. Tako da tukaj ni bojazni, je pa seveda naše tudi načelno stališče, da glede na to, da je tudi vse države sprejemale, bom rekel, ta val brez kakršnih koli omejitev, seveda ne pride v poštev zdaj naknadno neko spreminjanje, kot bi se reklo, pravil igre. Kar se tiče število, torej količina kilometrov, ki je zdaj narejeno, ali pa bo danes narejeno, moram se šteti. Tako bom zdaj, ker nimam tlele enega podatka, mislim, da je tam 12-14 kilometrov bo narejeno. Koliko bo do konca, bomo pa še malo počakali. Pa bomo videli, kako. Vsekakor, jaz sem že v prejšnje dni rekel, da seveda te tehnične ovire, ki se začasne, seveda, to tudi poudarjam, se bodo seveda postavljale, eventualno tudi, če bi se spremenile varnostne razmere, če bi opazili kakršnokoli, bi rekel, razlivanje po naši meji, se pravi vse, kar bi bilo nekontroliranega prehoda državne meje, in seveda takrat bomo ustrezno reagirali. Ta trenutek pa, bom rekel, je koncentracija na tistih točkah, za katere ocenjujemo, da so najpomembnejše, torej možne sicer vhodne točke in tista območja potencialnega, kot pravimo, tega razlivanja. Kanala, izvolite.
prav vsem točkam, ki bi lahko bile sporne. Lokalne oblasti, recimo v Brežicah, pravijo, da te točke, tam pri Rigovcah, konkretno tako v menem prehodu, so od nekdaj bile sporne. Zakaj smo se potem odločili, da tam vseeno na tisto območje ostavimo? Vemo, da je to zelo problematično, ampak je pa tudi sporno, ne? Zadeva je, tako kot res pojasnjujemo že ves čas, če gremo po vrsti. Prvič, ne določamo državne meje. In vi veste, in tudi te začasne tehnične ovire ne določajo v nobenem primeru državne meje. Državna meja ni določena med Republiko Hrvaško in Slovenijo in jo bomo, upamo, seveda določili s to arbitražo. Seveda Slovenija bo to tudi v celoti upoštevala, to je bilo povedano in tu ni nobenih razlik. Tam, kjer so začasne tehnične ovire postavljene, gre za območje Republike Slovenije. Torej območje, ki ga zdaj Republika Slovenija v celoti nadzoruje. In seveda je popolnoma jasno, da tam postavljamo, seveda pa prepreke ne grejo po sami, bi rekel, tej črti, ampak grejo pač tam, kjer sledimo, bom rekel, na najboljši možni način potrebe, torej konfiguracijo terena in pa potrebe, kar se tiče teh migracijskih tokov. V nobenem primeru nismo prekoračili oziroma šli čez te, bi rekel, meje. Izognili smo se vsem točkam, kjer bi pa resnično lahko prišlo do, bom rekel, različnih situacij, kjer bi bila morda nestrinjanje Republike Hrvaške upravičeno. Tako da tem smo se izognili in seveda, če bi bilo tam kaj potrebno storiti, bomo seveda se tudi ustrezno povezali in pogovorili. Ampak še enkrat poudarjam, ta trenutek je to ustrezno in v ničemer ne, bi rekel, ne prekoračujemo ali pa ne posegamo v Hrvaško. Jaz mislim, da je tukaj vendarle spoznano dejstvo, da gre za res začasne ovire, da gre za ovire, ki so namenjene regulaciji migracijskega toka in v nobenem primeru za demarkacijo meje, zato tudi mislim, da tako Slovenija, na nek način tudi Hrvaška, bo to upoštevala v prihodnje in seveda, kot sem že tudi včeraj poudaril, gre vendarle za obojestransko korist na koncu koncev. Jaz mislim, da morajo te elementi in bojo tudi te elementi v ospredju in vsi si želimo, seveda to je ključen cilj, da bi izginili vsi razlogi za to, da bi to ostalo in da bomo lahko v najkrajšem možnem času seveda tudi te ovire odstranili, tako kot na koncev predvideva Zakon o nadzoru državne meje. Hvala. Dnevnik, izvolite. Potem STA. Aleš Gavbe, Dnevnik. Gospod Šefic, kolikšna, če nam že nočete povedati, koliko kilometrov boste zgradili te žičnate ograde, kolikšna je pa vrednost celotnega projekta izgradnje te ograde, verjetno ta podatek ni tajen. Kdo bo sprejel odločitev za nadaljne odseke, se pravi v Beli krajini, Slovenski Istri, po teh kriterijih, ki ste jih upisali, pač spremembe varnostnih razmer in prelivanje beguncev. In pa zadnje vprašanje, ali je Slovenija Evropski komisiji že sporočila število beguncev, ki jih namerava sprejeti na osnovi preselitvenih kvot, katerim se je zavezala, pa mora to storiti do konca decembra. Če ne, zakaj ne? Ja, hvala lepa. Kar se tiče, torej, koliko smo naredili, sem omenil, koliko bomo naredili, kot rečeno, bomo povedali. Jaz sem tudi zadnjič rekel, da bomo tudi seveda vse podatke glede nabave, glede vrednosti, tako
materijala, kot vrednosti izvajanja, skratka vse to povedali. Ta trenutek ima še vedno ta dokument, ker se je tudi nekatere ocene, seveda stroškov, kar se tiče dela in tako naprej, smo še, oziroma kolegi še popravljajo, tako da jaz upam, da bo v najkrajšem možnem času, že v naslednji teden tudi lahko povedali vse te podatke, pravim, na popolnoma natančno. Kar se tiče spremljanja odločitev oziroma sprejemanja odločitev, seveda te odločitve sprejema vlada, seveda oceno, načrt, na podlagi ocene in načrtov in zaenkrat imamo odobreno tisto, kar pač imamo odobreno in to zdaj tudi izvajamo. Kot rečeno, če bojo pa razmere se spremenile, bomo nemudoma reagirali in predlagali tudi dodatne bodisi lokacije ali pa dodatne ukrepe. Zdaj, kar se tiče relokacije, mi smo ravno, mislim, da včeraj se dogovarjali glede števila, glede vseh tehničnih vprašanj. Naši, bom rekel, vezniki so že tudi v Italiji, tako da računam, da bo v roku tedna dni tudi oblikovan končni predlog in poslan Evropski komisiji, glede na to, da moramo to storiti v najkrajšem času, sicer smo pa že napovedali, da bomo nekaj teh, torej prvo skupino še v letošnjem letu torej prevzeli. Seveda možno je, težko zdaj z gotovostjo govorim, vendar da bo to število nekaj manjše, kot smo prvotno načrtovali, preprosto zaradi tega, ker imamo zdaj res izjemne obremenitve tudi vseh kolegov, ki se s tem ukvarjajo, s tem, bi rekel, s tem migracijskim tokom oziroma tako imenovanimi spontanimi migracijami. Izvolite. STA. Najprej, ali je vlada že obravnavala odgovor Slovenije za Zagreb, torej odgovor na noto in kdaj točno, ali ste ga že odposlali? Nadalje, ali razumete, da so slovenski ukrepi dovolj za to, da Avstrija ne bo gradila daljše ograje, za zdaj pravi, da na prošnjo Slovenije tega ne bo storila? In pa morda, veliko je bilo, gospod Česen je prej veliko povedal o teh vseh sredstvih, ki se vlagajo o hrani in tako naprej. Ali imate kakšno počrto oceno finančne težo do zdaj te krize? Hvala. Ja, fino, hvala lepa. Zdaj, kar se tiče Zagreba in njihove note, naša nota je bila že včeraj odposlana, vrnjena s pojasnilom, tako da vse po mojih informacijah, tako da to je že realizirano. Kar se tiče Avstrije in prošnje, ni bilo prošnje nobene, ker ni razloga. Mi se s kolegi iz Republike Avstrije dogovarjamo o vseh teh vprašanjih, kot sem že pojasnil. Torej, pogovarjamo se o tem, o varnostnih aspektih, o regulaciji migracijskega toka, o kvotah, torej o tem dnevnem prehodu in tako naprej. Tako da po mojih informacijah, torej v smislu prošnje, da to ne postavljajo, ni. Seveda pa tudi na drugi strani pa postavljajo tisto, kar sem že tudi prej omenil. Zdaj, kar se tiče pa ocene stroškov, skupni stroški do, se pravi, konca oktobra, tisto, kar smo uspeli z računi seveda nekako pokriti, obdelati, ker to je živa zadeva in seveda nekateri stroški, ki so nastali v prejšnjem obdobju, bojo tudi šele prišli v naslednjem. Mislim, da je nekaj, torej 5,5 milijonov do 6 milijonov, zdaj iz glave nimam ta trenutek, ampak tu nekje se gibamo. Ti stroški so zaenkrat še v okvirih, ki smo jih tudi nekako po teh prvih ocenah načrtovali pa pričakovali, tako da zaenkrat, če
ostajamo v tistih okvirih, ki so nekako bili ocenjeni in ki so za, bom rekel, nas znosni, ker je vendarle pomembno, da pri vsem tem zasledujemo tudi ključne makroekonomske cilje, kar seveda vlada ne glede na ta pritisk in te nove okoliščine želi doseči. In to je, bom rekel, tudi za tiste, ki operativno, bom rekel, delamo na tem, seveda tudi eden od limitov ali pa okvirov, ki se ga poskušamo držati, kolikor se le da. Seveda je pa iz tega zornega kota ta pomoč, ki jo dobimo, bodi si v materialu, v ljudeh, v finančnih sredstvih, seveda izjemno dobrodošla in modelno seveda pomagala razbremeniti celotne stroške teh aktivnosti. Če lahko jaz samo še dopolnim, kar se tiče formalnega odgovora na protestno noto, ga seveda pripravlja Ministrstvo za zunanje zadeve, ga je danes obravnavala vlada in bo posredovan po običajnih diplomatskih poteh. Državni sekretar je govoril o včerajšnjem pojasnilu začasnega odpravnika poslov, da je pač jasno, kar sem videla, da pojasnim, kar se tiče teh formalnosti. To se pravi, formalni odgovor je v pripravi in bo posredovan po običajnih diplomatskih poteh. Hvala lepa za pomoč, ker sem tudi isto pojasnilo bral. Ja. Izvolite, oziroma TV Slovenija je prej dvignila roke, seveda. Še Barjana, TV Slovenija. Zdaj prej ste omenjali, da v bistvu Slovenije morebitno vračanje beguncev, tistih, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za azil, nekako ne zadeva, ker nismo ne zunanja šengenska meja, da je Grčija pred nami in pol tudi Hrvaška, ampak v zadnjem času je bila večkrat debata o tem, da oni ne registrirajo, ne popisujejo, da to pač počnemo mi. Bi se vendarle lahko zgodilo, da bi morda mi zaradi tega, prav zaradi tega mogoče dobili potem te ljudi vrnjene nazaj? Ja, hvala za to vprašanje. Treba zelo jasno povedati, zdaj, da ne bom zašel vse detalje teh postopkov. Mi imamo, torej seveda Slovenija, popolnoma jasno in tudi dokazljivo, da seveda te migranti prihajajo iz, bom rekel, sosednje države, ne glede na to, koliko so jih popisali, na kakšen način so, niso, to je zdaj seveda druga debata. Ne glede na to imamo mi definitivno dokaze, da so seveda ti ljudje prišli od tam, da smo jih od tam sprejeli. Seveda to je dovolj in to je argument, seveda, da Slovenija nima nekakršnih obveznosti. Ne nazadnje, bilo bi pravzaprav hecno, če se lahko tako izrazim, ta migracijska pot je popolnoma jasna, bese, ki prehajajo te ljudje in seveda se preprosto ne morejo znajti kar v Sloveniji. Seveda pa mi vse natančno protokoliramo, beležimo in tako naprej, tako da tukaj res ne vidim težav. Ja, tam se spomnim, to je tistih 14, mislim, da je bilo. Seveda tam je bila torej, mnenje Republike Madžarske, da pač niso prepoznavni, ampak to je bil tipičen primer, ker Republika Madžarska ni priznala naših dokazov, je preprosto, ne glede na to, da smo mi bili prepričani in dokazovali, vendar nismo dovolj dobro dokazovali in jih pač niso sprejeli. Torej, to ni avtomatizem, to je postopek, v katerem moraš dokazati, da je nekdo prišel tam. Tako da zaenkrat res ne vidim kakšnih težav. Dnevnik ima še vprašanje dodatno. Vprašanje še, ko je slovenska vlada sprejela odločitev za vzpostavitev ograde, je to odločitev avstrijska notranja ministrica komentirala kot absolutno pravilno odločitev. Kako odločitev avstrijske vlade za vzpostavitev ograde na meji s Slovenijo komentirate vi? Kot rečeno, pravzaprav na to sem že odgovoril, glede na to, da gre pravzaprav za neko zelo kratko ograjo ob mejnem prehodu. Ne vidimo nobene težave, kar se tega tiče, razumemo. Gre za preprosto
ponovno regulacijo migracijskega toka. Republika Avstrija pač želi preprečiti, se pravi, da bi kakorkoli skupine prehajale izven tiste točke, ki je za to določena. Vi veste, da je tisto območje izjemno široko, seveda lahko bi pa tudi torej neorganizirane skupine prešle to območje Šentilja, ki je zdaj seveda zelo dobro poznano. Skratka, gre za, kot rečeno, regulacijo, tako kot na naši strani, in mislim, da seveda iz tega zornega kota ni problematično. Tudi ostali ukrepi, ki so bili sprejeti na Šentilju, so bili sprejeti dogovorno in seveda so nas o teh tudi obvestili. Govorimo o teh čist organizacijskih znotraj te cone. Seveda, če bi bilo karkoli, kar je za Slovenijo nesprejemljivo, bi seveda tudi to kolegom povedali, se pogovorili in verjamem, da bi vedno najdli tudi skupni jezik, ker mi je bilo, ali pa je to sodelovanje seveda izjemno konstruktivno in iščemo obojestransko korist. Na eni strani seveda, na drugi pa tudi, da bom rekel, delo na tem območju poteka tekoče. Este, ima tudi dodatno vprašanje. Izvolite. Ena malo bolj sveža novica. Norveška bo prihodnji teden sprejela spremembe azilne zakonodaje in bo prosilce za azil iz varnih držav, tako imenovanih, zavračala že na meji. Ali lahko tudi pri nas razmišljate morda o tem, greste v takšne ukrepe, da bi, se pravi, že na meji nekako pod navednicami filtrirali, kateri so upravičeni do prestopa, kateri pa ne? Ja. Zdaj, kar se tiče, bi rekel, normalnih okoliščin, seveda to redno delamo, tudi vračamo ljudi, ki nezakonito prestopijo državno mejo. Zdaj, seveda, druga situacija je ob teh masovnih prihodih. Tu je pa seveda zadeva bolj zapletena, tudi težje je, bom rekel, izvajati te postopke, vendar okolikor bi, bom rekel, poskušale ali pa uvedle to striktno na tej meji, tudi za vse te migrante, ki potujejo, torej tranzitne migrante, seveda ne bo tudi Slovenija morala začeti o tem razmišljati. Moram pa poudariti to, oni seveda govorijo o prosilcih za mednarodno zaščito, to je bistvena razlika. Kar se pa tiče prosilcev za mednarodno zaščito, pa mi seveda težav nimamo, tako velikih, kot sem rekel, mislim, da je zdaj tam okrog 90 prosilcev. In seveda jih tudi vračamo potem. Tisti, ki ne dobi mednarodne zaščite ali torej status begunca ali subsidiarne zaščite, gre seveda v vračanje. In to poteka tekoče, brez vseh zapletov. Ti migranti, ki prihajajo k nam, so pa seveda, sem rekel, tranzitni migranti in seveda nekaj drugega. In Norveška bo tisto prvo, gre za prvi primer, za tiste, ki ne izpolnjujejo že v fundamentu teh pogojev. Tako, če ni več vprašanj, se vam zahvaljujemo tudi tokrat in vam želimo lep dan. Hvala. Ja, včeraj sem povedal natančno številko, kolikor... Kako? Mislim, da je, res nimam teh podatkov sabo, ampak mislim, da je okrog, sigurno tam blizu 40 prekinilo postopek, se pravi, da so odšli, da niso več v postopku. Sicer pa končnih odločb teh zadnjega meseca dni, meseca in pol, seveda še ni, zato ker ta postopek vendarle nekaj časa poteka. Seveda pa je nekaj iz takih držav, kjer bi morda lahko tudi domnevali, da morda postopek ne bo uspešno zaključen. Ampak to je individualna obravnava, vsak prosilec posebej, vse specifične okoliščine se upoštevajo
preverjajo in tako naprej, tako da seveda zdaj nekih napovedi ni mogoče dajati. Ne, ni problema. Hvala. Zdaj govorimo o drugem valu, od 16. oktobra pa do zdaj. Kdaj bo torej ta tretji val, uvodoma ste dejali, da se vendarle umirja, po drugi strani gotovarnike ne bi že bilo po 10 000? Ne, jaz sem rekel seveda, da bi se lahko umiril, če bo prišlo v Grčiji tisto, kar je napovedano do te stavke. Seveda potem nastane nek taka pauza v tem migracijskem toku, sicer je pa samo včeraj prišlo na kopno ali pa na kontinent grški 17 000. Torej, ta val traja, ne, in jaz mislim, da saj zaenkrat ni izgledal, da bi val usahnil. Zdaj, tako da niti ne upam napovedovati, kaj bo v prihodnosti. Ne. Tako, hvala.